Lepo pozdravljeni, un cordiale saluto a tutti. Hvala lepa najprej organizatorjem za povabilo, bilo mi je veliko čast. Tante grazie ai organizzatori dell'invito, è veramente un piacere di presentare oggi il mio contributo intitolato Diocesi di Trieste e Capodistria e il suo rapporto tra la città e la diocesi nel periodo dell'attività pastorale del vescovo Matteo Ravnica. Jaz se bom nekako navezal na ta zadnji del, ki ga je kolega Grdina v svojem referatu predstavil, to se pravi, on je nekako iz tega širšega konteksta evropskega pravzaprav prešel na ta ožji prostor tedanje tržaško-koprske škofije. Jaz bom tukaj nekako nadaljeval in seveda se predvsem usmeril uvodoma v sam Trst, to se pravi v to okolje, ki je prav gotovo v tem obdobju, torej od druge polovice 18. stoletja dalje, začelo igrati nedvomno izjemno pomembno ali celo ključno vlogo. Tako na seveda političnem, gospodarskem kot tudi cerkvenem področju. Torej, tok tržaške zgodovine, zlasti po letu 1719, se pravi po razglasitvi svobodnega pristanišča, je seveda povezan z epohalnimi spremembami. Torej, po izteku srednjeveške komunalne avtonomije je mesto prevzemalo vlogo pristaniškega emporija in politično-gospodarskih interesov Habsburške monarhije. Ključno obdobje v razvoju modernega Trsta prav gotovo predstavlja 18. stoletje, ko se je moral čedalje bolj soočati s problemi svojega geostrateškega položaja na meji med različnimi entitetami, kulturami in jeziki. Ta vprašanja so postajala aktualna z oblikovanjem nacionalnih držav, ki so se začela oblikovati ob severnem Jadranu in v ta prostor seveda zlasti tekom 19. stoletja vnašati že tudi mednacionalne konflikte in napetosti. Že oče tržaškega zgodovinopisja in ustanovitelj domozdanske revije Archeografo Triestino, Domenico Rossetti, za njim pa Pietro Kangler, sta uveljavila model, ki je nekdanji tržaški komuni priznaval idealizirano prežetost s humanizmom in kulturo, pri tem pa se je Rossettijev koncept municipalne zgodovine skliceval na potrebo poznavanja zgodovinske preteklosti, ne le zaradi razumevanja kompleksnega oblikovanja emporija, ampak tudi kot sredstva tako imenovane javne blaginje in dobrega upravljanja komune, proti stališčem mnogih pripadnikov nove tržaške elite, ki je v ukvarjanju s preteklostjo niso videli nobene koristi in so ga imeli celo za škodljivega. Kanglerjevo pojmovanje je bilo nekoliko širše in je izpostavljalo vlogo Trsta v sklopu cesarske Avstrije ter njenih gospodarskih in političnih prizadevanj, brez katerih bi si ne mogli zamišljati njegovega naglega razvoja in napredka. Na teh temeljih se je uveljavil mit o tržaškem setečentu kot obdobju prevlade praktičnega duha, podjetnih trgovcev in obrtnikov, ki pa niso imeli nobene vezi s kulturo oziroma so jih ostajale tuje kakšne kulturne ambicije. Tržaški zgodovinar Elio Apih pri tem poudarja, kako so se v 19. stoletju v takem pojmovanju geneze modernega Trsta prepoznavale vse tržaške miselne struje, bodisi tiste prežete z romantičnim idealizmom, kot tiste, ki so pojmovali družbeni napredek v smislu gospodarske rasti in si prizadevali, da bi svoje gospodarske uspehe oplemenitile s sklicevanjem na stare kulturne temelje.
V 50 letih prejšnjega stoletja je nadgradil in dodatno utemeljil novo podobo tržaškega Svetečenta s študijo o družbenem razvoju, v katerem se merkantilna politika, reformizem avstrijske države in procesi prehajanja od starega k novemu pokažejo v življenju in mišljenju slovitega in kulturno raznolikega družbenega tkiva. Na italijanskih tleh je macenijansko gibanje prve polovice 19. stoletja sicer sistematično delovalo za uničenje Habsburške monarhije in za ustanovitev nacionalnih držav in na njenih tleh. V Trstu so macenijanske ideje našli odmev bolj ali manj le v krogu lista La Favilla. Krog njegovih pripadnikov pa ni bil omejen le na tržaško območje, temveč mnogo širši prostor Apeninskega polotoka, saj je bil osnovni namen revije Tržaško meščanstvo seznanjati z italijanskim kulturnim in duhovnim življenjem oziroma predvsem s tisto nacionalno književnostjo in umetnostjo, ki je vsebovala patriotska čustva in ji sledimo od Alfierija prek Leopardija do Manzonija. V krogu okoli Favile se je znašel tudi znameniti dalmatinec Nicolò Tommaseo. Je pa ta krog nedvomno gojil republikanske in demokratične ideje. Obenem pa so bili pripadniki odkriti nasprotniki Avstrije. Čeprav so bili italijansko orientirani in bolj ali manj enotni glede bodoče pripadnosti Trsta, so vendarle sprejemali njegov kozmopolitski značaj in še leta 1846, se pravi leto dni po Ravnikarjevi smrti, je Favila kot prenoviteljica nacionalne zavesti Trst opredelila kot pravijo torej v italijanskem convenio di tre popoli contermini, kot v svojem delu navaja Angelo Vivante. S simpatijami so pristaši Favile izražali naklonjenost do Slovanov, še posebej do Slovencev, in se je revija ukvarjala z njihovo zgodovino, njihovo književnostjo in gibanjem za kulturni preporod. Tommaseo pa je ob tem leta 1847 objavil delo Intorno ali Koze Dalmatike e Triestine, v katerem je hotel dokazati nacionalno enotnost južnih Slovanov kljub njihovi verski in etnični raznolikosti in politični razcepljenosti. Ob romantični struji okrog revije La Favilla se je v kozmopolitskem Trstu, kot smo že omenili, pojavila tudi Kanglerjeva struja kot nadaljevalka Rossetijevega programa. Le-ta si je prizadeval za ponovno potrditev italijanskega značaja Trsta in ga je v svojih spisih oziroma zgodovinskih delih označeval kot l'estremo angolo d'Italia. Zvezo z Avstrijo pa sprejemal kot nekaj tradicionalnega in obojestransko koristnega. Hkrati pa je bil seveda tudi strasten nasprotnik avstrijskega centralizma in raznarodovalnih tendenc dunajske vlade. Od nje je v bistvu zahteval priznanje historičnih pravic oziroma avtonomije, ki bi morala Trstu priznati njegov italijanski značaj. Tudi Rossetijev program, ki je nastal v kontekstu lokalnih potreb in tradicije, je bil preveč znanstven in premalo razumljiv sodobnikom, da bi vzbudil njihovo zanimanje in privrženost širših družbenih slojev. Kljub temu pa je bil, kot navaja Pietro Kangler, njegov pomen za tržaško zgodovinopisje in razvoj humanističnih ved zelo velik. Pospešil je zgodovinske študije, ustanovil revijo arkeografov Triestino, kot omenjeno, in osnoval Minervo, torej društvo tržaškega intelektualnega meščanstva. Società di Minerva med tržaškimi kulturnimi društvi zavzema osrednje mesto. Društvo, ustanovljeno leta 1810,
si je za svoje ime izbralo rimsko zaščitnico znanosti in umetnosti ter delovalo v navidez akademski odmaknjenosti od vsakdanjega življenja in političnih bojev ter ves čas svojega obstoja skušalo obdržati pretežno kulturno obeležje. Kljub temu pa je bil njegov vpliv na intelektualno in idejno fizionomijo tržaškega vodilnega sloja razmeroma velik. Tisti, ki je navdihoval njegovo delo, je bil zgodovinar in erudit Domenico Rossetti, ki je v Minervi videl potencialno žarišče nove tržaške kulture, ki naj bi bila v skladu s potrebami tedanjega časa in naglo spreminjajočih se razmer. V Minervi je hkrati videl tudi primerno tribuno, s katere je utemeljeval in populariziral svojo teorijo tržaškega municipalizma, se pravi pravic, ki naj bi Trstu pripadale na podlagi njegovega preteklega statusa svobodnega mesta, ki je že leta 1382 stopilo v okvirje Habsburške monarhije. Življenje v Trstu je torej kazalo značilnosti mesta, ki je bilo v tistem času še tolerantno in neobremenjeno s političnimi strastmi ter nacionalnimi težnjami, čeprav sta se z vzpostavitvijo restauracije po letu 1815 že čutila spopad med nosilcem italijanskega municipalizma in avtonomizma, Domenicom Rossettijem in člani okrog društva Minerva na eni ter avstrijskimi oblastmi in nemškimi centralističnimi težnjami na drugi strani. Kot dokaz apolitičnosti tržaškega okolja je dovolj navesti dejstvo, da so na primer tako v trgovinski zbornici, torej ta Camera di Commercio, kot v mestnem svetu, se pravi Consiglio Municipale, ki ga je cesar Ferdinand obnovil leta 1839, lahko sedeli tudi tako imenovani tujci, ki sicer niso bili avstrijski državljani, ampak so bivali in delovali v Trstu. Veliko tujcev je bilo tudi v tržaškem Lloydu, ki je bil sprva zamišljen kot društvo za zbiranje informacij z področja pomorske trgovine in gibanja ladij, namenjeno najrazličnejšim operaterjem tržaškega emporija. V Trst so se v tem obdobju začasno ali pa stalno naseljevale mnoge rodbine z območja Lombardije, Veneta in Furlanije, med katerimi je imelo politično dogajanje na Apeninskem polotoku velik odmev. Tudi v tržaškem emporiju so bivali tudi mnogi doseljenci iz srednjeevropskih dežel, deloma iz nemških, pri delu Avstrije oziroma iz držav Nemške zveze, pa seveda tudi iz slovanskih dežel, ravno tako pa ne smemo pozabiti na trgovske kolonije oziroma diaspore, ki so pripadale narodom različnih veroizpovedi, od protestantov do pravoslavnih Grkov in Srbov, veliko pa je bilo tudi prebivalstva židovskega izvora. Prevladujoča italijanska komponenta ni mogla zgolj z jezikom in šolami asimilirati vseh teh navedenih skupnosti, zato so obstajale še druge oblike asimilacije novega prebivalstva, naprimer kultura, zlasti glasbena, ki je bila v največji meri italijanska, pogovorni jezik beneškega tipa kot sredstvo komunikacije med trgovskim slojem in tržaški dialekt novejšega tipa, ki se ga je bilo razmeroma lahko naučiti. In končno, v primeru mladih romantikov radikalnejših nagibov je imelo italijansko nacionalno gibanje velik asimilacijski učinek. Precejšen del mestne buržoazije, sestavljen iz različnih slojev, so torej sestavljali Italijani ali pa poitalijančeni tujci, ki so se že najmanj 2 ali več generacij, ki so živeli v Trstu in bili dovzetni za politično dogajanje na italijanskih tleh. V takšnem položaju je v 40 letih 19. stoletja
funkcijo guvernerja avstrijskega Primorja prevzel grof Franz Stadion, ki ga omenja tudi kolega Grdina, ki je pripadal birokratsko-reformistični struji ter zato ustvaril liberalnejšo atmosfero kot njegov predhodnik Alfons Porcija, z namenom, da bi v teh krogih s popuščanjem policijskega nadzora, z zmanjševanjem cenzure in dialogom na vseh področjih javnega življenja spodbudil več naklonjenosti in razpoloženja do oblastnih struktur. Ob tem je podpiral tudi tisk, italijansko kulturo ter izobraženstvo, vodenje lista Osservatore Triestino pa je zaupal Pacificu Valusiju, sodelavcu listov Giornale dell'Oi Triestino in La Favilla ter Almanaha Porta Orientale, v tem času še naklonjen sožitju Italijanov in južnih Slovanov. Tudi Stadionov načrt o večji odprtosti do zmernih italijanskih krogov je tekel vzporedno z njegovim prijateljskim druženjem z Ludwigom von Bruckom, vodjem tržaškega nemškega kapitala, ki je bil, kot vemo, Metternichov človek. Za grofa Stadiona je bilo italijansko nacionalno gibanje zelo nevarno za ohranitev avstrijske dominacije na Jadranu oziroma samem Trstu, zato je želel aktivirati in pritegniti intelektualne in vodilne sloje italijanske buržoazije, kar mu je deloma tudi uspevalo, in tako v Trstu do leta 1848 niso nastajala radikalna italijanska gibanja kot na drugih območjih Apeninskega polotoka. Razcvet mestnega avtonomizma je namreč privedel do nekaterih vidnih učinkov, torej privabljal je široke sloje tujih priseljencev v lastne vrste, postavljal ultimativne pogoje avstro-nemškemu reformističnemu liberalizmu, odvračal Italijane od unitaristične borbe za neodvisnost ter jih usmerjal k spoznanjem, da je Trst poseben primer znotraj italijanskega nacionalnega gibanja oziroma italijanskega risorgimenta. Torej v takem okviru, v takem okolju, v takem duhu pravzaprav je delovala tudi tedanja tržaško-koprska škofija oziroma je potekalo delovanje prvega škofa Matevža Ravnikarja. Torej, v svojem prispevku, ki bo objavljen, bom seveda podrobneje potem spregovoril tudi o nastanku tržaško-koprske škofije, kakšne so bile okoliščine, ki so vodile do njegovega nastanka, se pravi do združitve teh škofij, dosedanjih, ki so delovali v poznem obdobju beneškega, kot rečemo, ancien režima, in seveda kaj je to prineslo, k čemu je to doprineslo potem v tem novem kontekstu, seveda zlasti samega cerkvenega življenja z vsemi problemi, z vso specifiko, ki je povleklo seveda za seboj in je na nek način uravnavalo potem tudi odnos samega škofa. Prav gotovo pa je zanimivo, da je to obdobje na nek način, rekel, kot ga nekateri zgodovinarji označujejo, torej zadnje obdobje tako imenovane idile med slovansko in italijansko komponento, se pravi s tem srečnim naključjem, da je bil na krmilu, vladnem krmilu, pravzaprav tudi grof Franz Stadion, kar je vse skupaj do leta 1848, ki je zame en izjemen, ne samo zaradi tega, ker je revolucija izbruhnila takrat, ker je to pomlad narodov, ampak dejansko je to neka cezura zame, ki jo seveda škof Ravnikar ni več dočakal, ampak prav gotovo predstavlja neko prelomnico, ki je potem v drugi polovici 19. stoletja, vemo, pa vodila v neko popolnoma novo situacijo in bo morda to tudi v bodoče predmet kakega simpozija, ki ga bom seveda zelo vesel. Hvala za vašo pozornost, grazie per la vostra attenzione.